Tokrat v občinskem informatorju. V Gorišnici gradijo prizidek k vrtcu. Tezenčani opozarjajo, treba je rešiti težave zaradi surovine, smradu in požarov in ceste. Napad psov se je končal tragično. Na Svečinskem gradu so se zbrali mladi vinogradniki. Otvoritev razstave ob 10-letnici ustvarjanja članov DV Starše. Hamfest 2025, 100 let povezovanja preko radijskih valov. Mladika v naravi. Mladi karateisti iz Rač z odličnimi rezultati na svetovnem prvenstvu. Moški pevski zbor Grajena slavi 50 let. Lepo pozdravljeni. V Gorišnici bodo zaradi prostorske stiske zgradili prizidek k vrtcu. Z večjimi in sodobnejšimi prostori želijo otrokom zagotoviti boljše pogoje za bivanje in razvoj. Poglejmo prispevek. Prostorske stiske v vrtcu v Gorišnici kmalu ne bo več. Občina se je odločila za gradnjo prizidka, ki bo razbremenil obstoječe kapacitete in omogočil bolj kakovostno varstvo najmlajših. Ja, v začetku je zagotovo ne bo, tako smo tudi projektirali. V bistvu zato smo se tudi odločili, da naredimo nov prizidek vrtca, ker je edino na tem območju še možnost zgraditi. In na dejstvo, da imamo vrtec premajhen oziroma že tudi neke oddelke rešene z pomočjo šole, ker jih imamo v njihovih prostorih, so odločili za investicijo samega novega vrtca. Zaradi povečanega vpisa in neustreznih pogojev v obstoječih prostorih je bila širitev nujna. V občini si želijo, da bi otroci imeli dovolj prostora za igro, gibanje in razvoj. Sedaj je bil 10-oddelčni vrtec, skupaj zdaj bo pa 13-oddelčni vrtec. S tem, da mi gradimo sedaj 7 oddelkov poleg, ker imamo te v bistvu 3 oddelke še v šole sposojene prostore, da temu tako rečem. Potem bomo podali vse v ta nov prizidek. Približno en oddelek imamo stalno nekje zunaj, imamo povpraševanje, težave z tem, ker občani naši ne morejo dati vseh otrok v vrtec. Pa vzeli smo čisto malce še tudi na rezervo, ker demografske študije kažejo, da bomo po vsej verjetnosti potrebovali še dodatne prostore. Novi prostori bodo sodobni in prilagojeni potrebam predšolskih otrok. Prizidek bo povečal tudi funkcionalnost celotnega objekta. Občina je zanimiva že za preseljevanje, že tudi kar mladih družin smo dobili neki objekti, večnamenski so se zgradili, s katerimi smo pridobili dodatne občane. Po večini imajo ti dodatni občani tudi majhne otroke in tako je pol krog se suče in potrebujemo večje prostore. V tem novem delu bodo igralnice plus ena taka kot telovadnica, manjša večnamenski prostor, kjer pač otroci imajo ali telovadbo ali kakšne skupne urice. V bistvu večnamenski prostor, ki ga imamo že tudi sedaj, enega manjšega v našem obstoječem vrtcu, ampak tu pa zdaj za ta nove prostore pa še en dodatne. Investicija ne zajema le gradnje, temveč tudi ureditev okolice in zunanjega dela. V bistvu je vrtec projektiran tako, da ima te nadstrešnice, da so lahko tudi, če bi bil slučajno dež zunaj pod streho. Drugače pa tu na tem območju, v bistvu vsem tem območju je narejeno projekt ena ozelenitev Gorišnice in tudi v sklopu tistega projekta se v bistvu zelo dobro uredijo zunanji prostori z igrali, z parki, z učilnicami na prostem v osnovi za potrebe vrtca. Gradnja že poteka, zaključek pa načrtujejo poleti 2026. S tem bodo dolgoročno rešili prostorsko problematiko vrtca. Začeli smo graditi v bistvu mesec dni nazaj približno. Izvajalec je Cestno podjetje Ptuj, ki je ponudil najugodnejšo ponudbo, se pravi malo manj kot 2 milijona 400 brez davka. Končni produkt bi pa naj bil v naslednjim šolskim letom, se pravi ne za tem zdaj, ko pride letošnjim letom, ampak naslednjo, se pravi 2026, septembra bi naj odprli prostore, rok je pa malce mesec, dva prej, da zaključijo z vso zgradnjo. Gre za pomembno, a finančno zahtevno naložbo. Občina pri tem računa tudi na zunanja sredstva. Finančna konstrukcija je trenutno zaprta, imamo že pridobljenih 370 tisoč sredstev z Ekosklada. Obetan, v bistvu napovedan je tudi državni razpis za sofinanciranje vrtcev, na katerem pač na tem prve smernice, ki so prišle, izpolnjujemo vse pogoje, tako da predvidevamo, da bomo tudi tam kakšna sredstva pridobili, ostala razlika bomo pokrili z lastnimi sredstvi. Gradnja prizidka ni le rešitev za prostorsko stisko, ampak pomembna naložba v prihodnost najmlajših občanov Gorišnice. Tezenčani želijo imeti končno urejene ceste, predvsem zaradi varnosti. Opozarjajo na kar nekaj nevarnih točk, med drugim na cesto ob surovini in težave zaradi smradu, smeti in požarov.
Civilna iniciativa iz Tezna je na ogled več kritičnih točk povabila mariborskega župana in njegovo ekipo. Našteli so več območij, ekipa z županom je bila na 2. Namen obiska je bil na licu mesta pokazati ljudem iz občine, kaj na Teznu je vse narobe, kaj so tiste obljube, ki so bile dane skozi vsa leta, odkar je Slovenija samostojna država, pa so se samo obljube prenašale iz leta v leto, iz mandata v mandat, pa se nič ni spremenilo. Kakšne manjše ceste so se popravljale, tu pa se lahko obrnete, vidite, kako pa večina cest gleda na Tezno, pa te so še tako dobre. Posebej pa je izpostavil še ta predel, ki je po besedah civilne iniciative še posebej problematičen. Območje Surovine. Tukaj so pa vsi problemi na enem mestu. Prometna varnost, čeprav je občina za svojim odlokom sklenila, da se ne bi kamioni več vozili tu v Surovino, se še to dnevno dogaja. Policija pride, tak pač je, tukaj parkirajo na tem parkirišču džumbus, smrad, podgane, ščurki, požari. Mi vsi vemo, kdaj so veliki požari, imajo pa tudi požare vmes, ko ni intervencij, ki oni sami pogasijo, ampak vsi pa vemo, kaj se vse dogaja, ko plastika gori, koliko gre vsega tega v zrak. In to ni samo trdni delci, ampak so tudi vsi ostali delci. In tu se vse zastrupla. Nekateri vodnjaki tukaj v teh hišah, ki so še bili vodnjaki, ko so dali preverjati, voda ni primerna niti za zalivanje vrtov. Surovina se zgovarja, da so oni že tako dolgo tukaj, da smo se mi sem priselili, ampak reciklažni center je bil razgrnitev projekta komaj leta 2001. Poudaril je, da gre za velik smrad. Surovina z poslovno cono je rak rana Tezenčanov, ker tu naprej so hiše, tu pa, če bi na filmu sicer ne smrdi, mi pa vohamo. Pa to danes je še super, to je čisti zrak zdaj. A predsednik mestne četrti Tezno je pripomnil. Če je problem pri odpadkih, da imamo na 10 metrov, da se vonja, to je, mislim, tudi doma imamo smeti, pa vsi vemo, na 10 metrov smrdi, tako da to mogoče ne bi toliko izpostavil, mogoče bi pa izpostavil tukaj to prevodnost oziroma ceste. Težava je s tem, zato ker kamioni kljub prepovedi vozijo skozi, tako da to bomo sedaj uredili z eno super rešitvijo, to je z eno tako šikano, od katero kamioni ne bodo mogli peljati. Kar se tiče pa same surovine, je pa tukaj v bistvu že vrsto let, in seveda se treba tudi surovina del prilagoditi prebivalcem, ampak moramo se zavedati, da popolno tega smrada se nikoli ne bomo mogli rešiti in tudi strani surovine so v bistvu imamo veliko posluha za nas. Kar se tiče samih požarov, ki so bili v preteklih letih, ki je surovina zgradila 10.000 litrski bazen za gašenje, tudi posodnico gasilcem v primeru zadnjega požara, tako da mislim, da kar dobro sodelujemo tudi z surovino. Župan pa je pogledal na večje območje. Glede na širši razvoj pa želje glede Tezna, bi bilo seveda idealno, da surovine tukaj bilo ne bi, po drugi strani pa dela dejavnost, ki jo pravzaprav povzročamo vsi, ki tukaj živimo, pa še ostali, za surovino dobro sodelujemo na mnogih področjih. Te stvari, ki morda so bile sporne, bomo preverili, pa jih tudi uredili, da ne bo vsaj občutka, da je kdo privilegiran. Vemo pa, recimo, ko so bili požari, da so tik zatem spostavili novo vodovodno omrežje, ki je celo nam koristilo pri požaru pri plazmi. Teda sodelovanje gre v obe smeri, iščemo vedno rešitve. Razumem pa, da se včasih prebivalcem tukaj zdi kaj prepočasi in tukaj, kjer stojimo, res ne deluje ravno preveč podobno univerzitetnemu mestu, kar priznam in se bom potrudila boljše. Tezenčani pa upajo, da se bo na podlagi sodelovanja res obrnilo na boljše in to čim prej. Tragičen napad psov v Miklavžu na Dravskem polju je terjal življenje starejše ženske. Po informacijah policijske uprave Maribor je bila pokojna njihova lastnica. Psi pa so trenutno nameščeni v zavetišču. Podrobnosti o ozadju napada in odgovornostih pristojnih razkrivamo v prispevku. Starejša ženska, ki je umrla po napadu psa v Miklavžu na Dravskem polju, je bila lastnica 3 psov, ki so bili ob njenem truplu. Trenutno so v zavetišču, njihovega prejšnjega lastnika pa je policija v preteklosti že obravnavala. V enem primeru je predlagala tudi odvzem psov, so potrdili na policijski upravi Maribor. Da je za ograjo stanovanjske hiše opažena 84-letna ženska, ki je mrtva ležala na tleh, ob njej pa so bili 3 psi. Po dosedaj zbranih obvestilih je bilo ugotovljeno, da je bila ženska v kritičnem trenutku ob ograji stanovanjske hiše sama,
Ob njej pa so bili psi pasme Bull Terrier ter 2 psa pasme Argentinska doga. Kriminalisti sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor so opravili ogled ter do sedaj ugotovili, da je ženska po vsej verjetnosti umrla zaradi poškodb, ki so bile posledica napada enega izmed psov. Dežurni preiskovalni sodnik je za pokojno odredil sodno obdukcijo, veterinarska inšpekcija pa namestitev psov v zavetišče za živali. Trenutno čakamo nadaljnja navodila, drugače je po običajen postopek, 10 dni bojo psi v karanteni, potem pa čakamo na nadaljnja navodila, kaj bi z temi živalmi naprej. Kaj trenutno čaka te 3 pse, še ni jasno, a sicer zakonodaja narekuje. Če pa pes z ugrizom povzroči ali je soudeležen pri povzročitvi smrti človeka ali suma posebno hude telesne poškodbe, pa uradni veterinar z ustno odločbo psa odvzame, odredi skrbniku takojšnjo namestitev v izolatorij pristojne veterinarske organizacije za obdobje do izključitve suma na steklino. V nadaljevanju postopka pa uradni veterinar lahko odredi tudi usmrtitev psa, če je z ugrizom seveda povzročil ali pa bil soudeležen pri povzročitvi smrti človeka in če je bilo ugotovljeno, da je pes z ugrizom povzročil ali bil soudeležen pri povzročitvi posebno hude telesne poškodbe. Na začetku maja 2024 so pse lastniku odvzeli, ker so onemogočali izvedbo uradnega policijskega postopka in jih namestili v zavetišče, a so se nato vrnili k lastniku. Lastnik je zahteval svoje pse nazaj in glede na to, da ni bilo dobene zakonske omejitve, dobene odločbe, katere bi narekovali, da moramo s temi psi odločati kako posebno, smo pač zakonsko mogli te pse oddati nazaj lastniku. 2 psa imata status nevarnega psa, obe argentinski dogi, samec in samica. Bull Terrier pa ne. Da je šlo za napad na drugega psa, bil je poškodovan tudi vmes človek, zato ker je pes primarno napadel psa in je tisti človek posredoval, zato se je zgodil dogodek. Ne? Ampak to ne vpliva na status nevarnega psa. Ne? Torej, status nevarnega psa dobi pes, ne glede na to, ali poškoduje psa ali človeka. Čeprav sta 2 psa imela status nevarnega psa, po besedah direktorice območnega urada Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v Mariboru, niso bili izpolnjeni pogoji za njun trajni odvzem lastniku. Mladi vinarji so na Svečinskem gradu predstavili ne samo svoja vina, ampak pravzaprav tudi svoja vinogradništva. Ob tem pa je bilo na prireditvi tudi veliko priložnosti za druženje, zabavo in klepet. Mladi vinogradniki so na gradu v Svečini dobro izkoristili priložnost za predstavitev na 5. dogodku Vinograd. V prvi vrsti je nastal tako, da smo se v bistvu povezali vinogradniki med sabo, ker tukaj tudi danes gre za eno netipičnost dogodka, torej se ne predstavlja vsak vinogradnik posamezno, ampak se predstavljamo po vinskih postajah. Lahko zasledite peneča vina, sveža suha, sveža polsladka, rozeje in pa zorjena vina, tako da se en od drugega naučimo, predstavlja tudi vina kolegov. Svečina je zagotovo destinacija, v kateri lahko ponujajo različna vina, okrog 20 vinogradnikov. Lahko trdim, da so vsa vina res vrhunska in da se prav za vsakega nekaj najde, od penin do zorjenih, do rdečih, do svežih. In se mi zdi, da ravno zaradi tega je fajn, da se v bistvu mladi med sabo spodbujamo, da se ne gre v pozabo in da samo raste Svečina kot vinorodna dežela in da se pač to enostavno nadgrajuje z nami. In na gradu so res lahko pokazali, katera vina imajo. Danes ponujamo različne sklope vin, od penin tudi za sebo, potem Na moji stojnici ponujamo polsladka vina, 3 različne sorte, renski rizling, rumeni muškat in pa kerner, so pa od različnih vinogradnikov. Na tej postaji, kjer sem jaz, skupaj s kolegico točimo roze vina, ki so zelo taka sveža, pitna, še posebej primerna za prihajajoče poletje in načeloma jih obiskovalci zelo radi pokusijo. Zadovoljni samim dogodkom, njegovo zasnovo in nenazadnje tudi organizacijo so bili mnogi, ki so to tudi pohvalili. Meni se v osnovi zdi super zadeva iz vidika, da se povezujemo, hkrati je pa to dogodek
ko tudi mladi pridejo, v večini mladi ljudje pridejo in poskušajo vino, ker gledamo vnaprej, da na teh mladih bodo bodoči kupci in če jih dobro izobrazimo v dobrih vinih, da pridejo radi v Svečino, da tudi potem imamo neke dobre kupce. Tudi za nas vinogradnike je fajn, da se pokažemo tukaj, kajti mladi se med sabo moramo razumeti, moramo komunicirati in tudi en drugega ženemo naprej. Jaz mislim, da je to zelo pozitivno, ker v bistvu samo sodelovanje, povezovanje vedno vodi do nekih novih, kako bi rekla, izkušenj, pa tudi v bistvu to je način, ki se lahko promovira vino, pa tudi približa mladim ljudem, da so potem malo bolj poučijo o samem kulturi pitja vina in samih vinih. Dobro pa so se imeli tudi obiskovalci. Jaz mislim, da je super. Mladi vinarji so odlično izpeljali dogodek, tudi dobro so poskrbeli za promocijo, tako da je super. Kako vas je pritegnilo s tem, da ste prišli? Poznam v bistvu par kolegov od prej iz šole in sem moral priti pogledati. Ti dogodki v Svečini so nasplošno vedno odlični. Danes pa še posebno res mlada ekipa, dober vinček in imamo se super. Kako vas je v bistvu pritegnilo s tem, da ste danes prišli? Po eni strani pozdraviti prijatelje, po drugi strani pa seveda spet se veselimo v dobri kapljici. Ne nazadnje je dobro, da se odpira mlado generacijo, ki ustvarja, razvija in se povezuje, ter s tem dokazuje, da se z dobro voljo veliko doseže. V dvorani župnišča v Staršah je potekala svečana otvoritev razstave ob 10-letnici delovanja sekcije ročnih in likovnih del Društva upokojencev Starše. V Staršah se je odvila svečana otvoritev razstave ob 10-letnici delovanja sekcije ročnih in likovnih del Društva upokojencev Starše. Že sam začetek dogodka je bil ganljiv. Obiskovalce je s pesmijo pozdravila vokalna skupina 70+. Ogromno pomenijo vse te prireditve, ki izkazujejo delovanje naših ljudi v občini, nam pomenijo izredno dost. Sploh ta prireditev, ta razstava ročnih del je še posebej pomembna, ker kaže na to, da ljudje ne glede na svojo starostno obdobje ustvarjajo, da so ustvarjalni in to resnično ustvarjajo lepe izdelke. Razstava je bila pestra in raznolika. Ja, praktično lahko vidite 10-letno delo žensk v Društvu upokojencev, se pravi članic, od dela z papirjem, z ostalimi materiali, z lesom, plastiko, vse znajo uporabiti. Tudi slike, ki so si jih lahko ogledali obiskovalci, so bile zares izvirne in vredne ogleda. Povedali so, da se radi podružijo in ustvarjajo skupaj, želijo pa si mlajših. Edino, kar pač nam manjka, je mlajši kader, upokojenci, ki vedno rečejo, nismo še toliko stari, da je bili člani društva. Ne vem, kdaj je ta čas, mi bi jih rabili. In seveda je tudi s tem poziv, da se vključijo in ko vidijo tako razstavo, lahko se tudi mlajši kader vključi. Obiskovalci so bili nad videnim navdušeni. Jaz sem izjemno presenečen, to, kar sem zdaj videl tukaj, v pozitivnem smislu. Res nisem pričakoval takšne raznolikosti ustvarjanja, ne samo teh kreatorjev, kar se tiče ročnih del, ampak tudi ustvarjanje likovnikov, tako da ta razstava si absolutno zasluži en večji prizvok, se pravi eno večno publiciteto in na vsak način je treba take razstave delati na krajih, da jo vidi čim več ljudi. Občina se trudi društvom prisluhniti in jih spodbujati. Po eni strani podpiramo društva z svojimi razpisi, takrat kandidira za svojo dejavnost, tista društva, ki pa posamezne dogodke organizira in imamo komisijo na občini, podajo vlogo in vkolikor se nam pač komisiji zdi, da je primerno, potem se najdejo še kakšna dodatna sredstva, ki so v proračunu že naprej opredeljena in jih potem z nekim pokroviteljstvom še nagradimo za vse te dogodke. Organizatorji so izrazili zadovoljstvo nad obiskom in poudarili pomen povezovanja ter ustvarjalnosti tudi v tretjem življenjskem obdobju.
V Cirkulanah pa je minuli konec tedna potekal Hamfest 2025. Praznik radioamaterjev, ki je letos obeležil častitljivo 100-letnico organiziranega radioamaterstva. Dogodek je združil tehniko, tradicijo in navdušence nad radijskimi valovi vseh koncev. Minulo nedeljo popoldne je v Cirkulanah minilo v znamenju tehnike, druženja in ponosa na dolgoletno tradicijo radioamaterstva. Tukaj v Cirkulanah imamo današnjo srečanje radioamaterjev skupaj z ostalimi prebivalci tega območja. Povabljeni so predstavniki lokalne skupnosti, ostalih klubov, društev. S tem obeležujemo današnji praznik, oziroma letošnji praznik, ker radioamaterji praznujemo 100-letnico svojega delovanja. Leta 1925 je bila v Parizu ustanovljena mednarodna organizacija radioamaterjev in od samega začetka je Slovenija in še prej Jugoslavija tudi ena od teh članic. V prostorih radiokluba Cirkulane se je odvilo tradicionalno srečanje radioamaterjev Hamfest 2025, ki pa letos ni bil čisto navaden. Letošnje srečanje je bilo namreč posvečeno 100-letnici organiziranega radioamaterstva. Bili so časi davnega leta 1968, sem se jaz odpravljal v Nemčijo, imel pa sem radijsko postajo Samogradnjo, tako oddajnik kot sprejemnik, pa sem se odločil, da to ne bi doma bilo neizkoriščeno in sem aparaturo podaril Stanetu, ki je eden od najstarejših kot še druga dva, in on je potem nadaljeval zveze iz Cirkulan. Dole smo imeli radioklub. Dogodek se je začel s prijetnim kulturnim programom, za katerega so poskrbeli tamburaši iz Cirkulan in član društva, ki je zaigral na harmoniko. Radioamaterstvo ni le hobi, je tudi način življenja, druženja in raziskovanja sveta z radijskim signalom kot mostom med ljudmi. Radioamaterstvo to je zelo širok pojem, obsega od raznih samogradenj z področja elektrotehnike, potem delovanje oziroma ukvarjanje z tekmovanji preko radijskih postaj. Tekmovanja se odvijajo tudi v tako imenovanem lovu na lisico. To je zelo širok pojem. In kako poteka radioamaterstvo in tekmovanja? Ja, to je tako. Največ potekajo na kratkovalovnih postajah. Tisto gre seveda dobra lokacija, dobre antene, postavitev ta boljša, gre po celem svetu. Sicer tu iz Lenarta nimam take možnosti, ko sem premel druge lokacije. Se povežeš, se greš na neko frekvenco in kličeš CQ. Se ti javi mogoče katera postaja ali pa če katera postaja kliče CQ, se oglasiš. To so veze celega sveta, lahko rečeš, ja. In vse te postaje tudi imajo določene prednosti glede daljav in tega vsega. Največ pa je pri postajah, pri radioamaterstvu, lokacija in postavitev anten. Radioklub Cirkulane je v zadnjih letih veliko vlagal v ureditev svojih prostorov, zdaj pa se že usmerjajo v nove projekte in sicer v postavitev novih anten, tehnične izboljšave in priprave na prihodnja tekmovanja. V toku današnjega dneva oziroma te današnje prireditve imamo v programu tudi predstavitev odprave na otok Lampedusa. Ta odprava, v kateri je sodelovalo 10 radioamaterjev, od tega 8 iz Slovenije in 2 iz tujine, smo sodelovali v enem, lahko rečem, najtežjih tekmovanj na svetu in smo osvojili prvo mesto z veliko prednostjo. In Radioklub Cirkulane je to odpravo tudi podporil in zaradi tega tudi pripravljamo potem to predstavitev. Hamfest je tudi letos potekal v sklopu praznovanja občinskega praznika občine Cirkulane. Osnovna šola Mladika je dan šole preživela nekoliko drugače, v naravi. Z ustvarjalnimi in ekološkimi dejavnostmi so učenci krepili zavest o pomenu trajnostnega ravnanja. Osnovna šola Mladika je pripravila dan šole z naslovom Mladika v naravi. Torej, imeli smo različne delavnice, od taborjenja v naravi
do sajenja rož in različnih drugih dejavnosti. Z različnimi delavnicami na prostem so učencem približali pomen skrbi za okolje, sodelovanja in ustvarjalnosti. Dan šole je tako postal učilnica brez sten, v naravi in z naravo. Dan šole ne bo namenjen otrokom. Načeloma smo prejšnja leta vse stvari delali za prireditev, za izven, za starše, za stare starše. Ampak dan šole je, v šolo hodijo otroci, torej ne bo namenjen njim. Pa vemo, da živimo z naravo, da je narava tista, ki omogoča človeku, da sploh živi, ki mu daje hrano, ki mu daje prostor, ki mu daje zrak in treba iti v naravo. In danes smo se naučili kar en kup stvari, kako se da sobivati oziroma se mora sobivati za naravo in kako je narava tista, ki nam olepša naše okolje, kako je narava tista, kjer se da preživeti zelo malo stvarmi, zelo malo tehnike ali pa z nič tehnike, z malo iznajdljivosti. Za učence so izvedli ekološko obarvane aktivnosti. Smo ekošola, smo že več kot 15 let in se ukvarjamo z ekološkimi vsebinami. Sem prav pa ponosna, da smo se skupaj odločili, da bomo skozi en celotni dan dejavnosti pokazali učencem, pa tudi lokalni skupnosti, da skupaj zmoremo navdihniti, pa učence naučiti, da ekološke vsebine so pomembne, te vrednote so pomembne v življenju. Zaključek dneva šole so pripravili v šolski telovadnici, kjer so se otroci predstavili s plesom in petjem. Ob koncu so podpisali tudi ekolistino. Na svetovnem prvenstvu v karateju, ki je bilo sredi maja na Poljskem, so karateisti iz TKI Rače prinesli domov več medalj, med njimi tudi zlate. Obiskali smo jih na enem od treningov, na katerem so nam zaupali recept za uspeh. Karateisti iz Rač so se skupaj z reprezentančnim delom Fudokan Zveze Slovenije udeležili svetovnega prvenstva, ki je bilo sredi maja na Poljskem. Skupno število medalj, ki so naši tekmovci za Rač dosegli 34, od tega 14 zlatih kolajn v vseh kategorijah. In jaz mislim, da je zelo pomembno, da to izpostavimo še posebej te mali občine Rač. Lipovc pravi ob tem, ko hvali ekipo in posameznike, da velja za vse, da je treba vztrajati. Enostavno pravilo, vadi, treniraj, znoj se, Švica je po domače, ekipa je trenirala minimalno 4-krat na teden, kljub vsem šolskim obveznostim, ki so ob koncu šolskega leta precej zahtevne, širše, ker imamo tudi otroke v srednjih šolah. Tudi vse, kar lahko rečem, je, da čestitke, zelo sem ponosen, da sem del te ekipe in mi se ne damo, gremo naprej, imamo nove projekte. Na samem treningu se je videlo, da se fantje in dekleta ne predajo, ampak vadijo pod budnimi očesi trenerjev. Zraven pa so imeli tudi usvojene medalje. Dosegel sem 2 bronasti medalje in 2 zlate medalje. Eno zlato medalje v Kihon Nippon Komite, drugo v Kata Team. Eno bronasto medaljo sem tudi dobil v Kata Team in to pa v Kata. Kaj ti pravzaprav tebi pomeni to, da lahko treniraš, da lahko tudi greš na tekmovanje? Da se lahko kaj naučim in da dobim nove sposobnosti. Dobil sem 2 zlati medalje in 1 bronasto. Osvojil sem 1. mesto v Kihon Komite, 3. mesto Kata Team Tradicional in še 1 prvo mesto v Kata Team Šport. Kaj pa tebi to pomeni, recimo, da si medalje prinesel? Ne vem pač, da sem se veliko naučil in da sem zelo veliko sposoben. Ponosna pa so tudi dekleta, ki so že na treningu pokazala, iz kakega testa so. 4 zlate medalje, kako prideš do tega? Ja, pač potreben je trud, pa dober trener, pa dobra ekipa, pa vse. Vse po vrsti, se pravi, kaj tebi pa recimo pomeni ta šport? Ja, pač za mene je zelo pomemben šport in ja, zabavno je in pač dosti se naučim. Ja, osvojila sem 3 zlate, 2 srebrni pa 1 bronasto. Kaj to tebi pomeni recimo en takšen uspeh? Konec koncev govorimo o svetovnem prvenstvu, ne? Meni to ogromno pomeni, ker v to je bilo vloženo res veliko truda in na koncu se je tudi trud poplačal, za kar sem ful hvaležna. Bilo pa jih je pravzaprav še več in nobeden od njih ne spi na lovorikah, ampak trenirajo naprej, saj je pred njimi še veliko tekmovanj. Moški pevski zbor Grajena letos praznuje 50 let delovanja. Ob tej priložnosti so pripravili jubilejni koncert, s katerim so proslavili pol stoletja predanosti, petju in skupnosti. Letos moški pevski zbor Grajena praznuje 50 let ustvarjanja, prijateljstva in ljubezni do glasbe. Ob tej posebni priložnosti so imeli jubilejni koncert.
Redno imamo enkrat tedensko vajo, seveda zdaj proti koncu smo dodali še kakšno vajo, pa še kakšno vajo zraven, odvisno pač, če smo še morali kaj spiliti, ne. Tudi včasih domanjka, ne, zaradi službe, pa smo malo prilagajali vaje in tako naprej, tako da smo tu pa tam kakšno še dodali ali pa spreminjali, tako da je bilo kar dela proti koncu in jaz mislim, da smo dobro pripravljeni, dečki so se potrudili in tudi jaz verjamem, da se bodo danes na odru pokazali tako, kot se je treba. Koncert je združil bogato tradicijo z močjo skupnega petja, edinstvenem in čudovitem ambientu dominikanskega samostana Ptuj. Ta zbor deluje v bistvu v skupnosti že 50 let, ne? In v teh 50 letih nekako vsako leto izpelje med 15 in 20 nastopov za sorodna društva v krajevni skupnosti, ne? Pevci so skupaj z gledalci na koncertu s pestrim repertoarjem obudili spomine, počastili preteklost in z obranim glasom pogledali v prihodnost. Za naš zbor ne pomeni samo nekega praznovanja številke 50, ampak pomeni hvaležnost v bistvu do tistih, ki so peli, so poslušali, so verjeli v nas, pomeni nek ponos do tega, da smo zdržali, da smo rastli, da smo obstali skupaj in ne nazadnje v bistvu pomeni tudi kot neko pogled vnaprej, kjer upamo v bistvu, da bo ta pesem, ki nas druži, tudi družila vse ostale ljudi. S koncertom so pevci moškega pevskega zbora Grajena potrdili, da jih tudi po 50 letih povezuje iskrena ljubezen do glasbe, prijateljstvo in želja, da pesem še naprej bogati domače kraje. Toliko za nocoj oddaji Občinski informator. Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. V nedeljo 1. junija, začetkom ob 8. uri, medgeneracijski pohod na Kozjak. Turistično društvo Destrnik, zbirališče pa je pred gasilsko-turističnim domom na Destrniku. Soboto, 31. maja, pa bo od 13. ure popoldne v Stuprcah potekal 33. kmečki praznik. Sveže novice najdete na lokalec.si in amberreport.si. Želim vam lep dan še naprej in nasvidenje.